Zdravo, Sergej, tukaj je prezentacija.si. V današnjem videu si povemo, kako lahko uporabite digitalne slike za marketing in predstavitev na malo boljši način. Torej, digitalne slike lahko dobite brezplačne, kar seveda lahko naredite sami ali pa v internetu najdete brezplačne, ali pa plačljive. Tukaj pazite na licence. Licence pomeni to, da morate pri vsaki uporabi digitalne slike plačati za njeno uporabo. Zato v internetu iščite samo royalty free images ali po slovensko licenčnin proste slike. Kako boste uporabili digitalne slike? V današnjem videu si bomo pogledali, kako jih uporabite za prezentacije in spletne strani, za oglase pa si bomo drugič pogledali v video za Facebook marketing. Navadno izgleda ekran prezentacije takole. Slika je vstavljena brez velike povezave z vsebino, z samo obliko prezentacije. Tukaj sem seveda izpustil razne logotipe in tako naprej, če si lahko predstavljate. Kako je bolje? Ja, ena možna postavitev je seveda stavljena. Polovico slike uporabite na eni levi pa desni polovici ekrana in na drugi polovici uporabite samo besedilo, kar bo predvsej bolj poudarjalo vaše sporočilo. Drugi možni način, seveda, slika čez celoten ekran. Takšna slika ima največji učinek, če hočete res poudariti sliko in seveda z besedilo samo poudarja tisto, kar se sliki dogaja, ali pa služi kot dodatna podpora sliki. Tukaj bi vas opozoril, da uporabite sliko v primerni velikosti, se pravi najmanj 1024x768 pik ali vsaj 800x600 pik, da ne bo potem izgubila velike kakovosti pri povečavi. Variacija drugega načina je, da napis stavite v škatlo, ki jo pobarvate v ozadje, vendar naredite to ozadje transparentno. Tukaj uporabite samo 10 ali 15% transparence, tako da ta barvni odtenek škatle ne moti in bo besedilo dobro izpadlo, kljub temu, da je dejansko pobarvano ozadje. Tretji način je takšen, seveda priporočam, da imate naslove ali tisto, kar sporočilo, ki ga želite pač povedati, v zgornji tretjini ekrana, zaradi tega, da to pač vsi vidijo. Težave vstavljanja slik tukaj ni, samo pomaknete jo niže na samem ekranu, pa je ekran gotov. In četrta možnost je, da uporabite samo objekte. Tukaj seveda nisem mogel uporabiti tiste slike, ampak uporabite objekte, določeno sliko stavite, ki bo samo popestrila sporočilo v svojem ekranu. In najboljše, če so transparentne slike, torej v zapisu PNG, ki vsebuje podatke o transparenci, se pravi barvni odtenek je dejansko tisti, ki bo se videl skozi sliko. Pa tudi, če ne dobite digitalne slike v tem zapisu, lahko moderni programi, kot so PowerPoint in Keynote, enostavno to transparenco pobrišete sama z orodjem in zdaj potem lahko takšen. Pogledamo variacije tega četrtega načina za ljudi. Tole sicer vidite v redu, še celo neka refleksija spodaj, ampak to je uporaba orodja zaradi samega orodja. Takole, da sliko povečate, pa napis sicer ostane enak, ampak še nam malo manjka. Največji učinek pri prikazu ljudi boste dosegli na ta način, da ga povečate praktično čez cel ekran, samo tisto, kar je pomembno, nog niti ni treba, nas ne zanimajo, uredite besedilo in takšen ekran prezentacije bo še dolgo ostal v spominu poslušalcev. Kje dobite digitalne slike? Posnamete jih sami, to smo povedali. Druga možnost je, da jih iščete v svetovnem spletu, uporabite recimo izraz royalty free images, kar pomeni, da so proste licenc, ali pa uporabite tale seznam, v katere so tudi plačljive slike na prezentacija.si, pošiljnica ozadja za PowerPoint. Če boste nekaj težave, pa me kontaktirate prek te strani ali pa na elektronsko pošto podpora@prezentacija.si. Sergej, tukaj je prezentacija.si in želim veliko uspeha z vašimi digitalnimi slikami.